Živijo, tole je podcast podrobnosti, epizoda številka 134, posneta novembra 2019 pred živim občinstvom, se temu reče. Smo jaz, Pižama in pa Hana Stupica govorili o gradovih na Ljubljanskem gradu. Tako da ta debata zdaj sledi, to samo povem zato, ker se veste, hashtag ostani doma in vse, kar se dogaja. Bi pa še opozoril, da sta s Pižamo obudila podcast Glave, kjer jaz prvič v življenju gledam filme Harryja Potterja, tudi nisem bral knjig, kar pa se v bistvu zve v tem podcastu, v teh podrobnostih. Mislim, da v zadnji tretjini nekako smo prišli pol na idejo, da bi pa Potterja delali in zdaj časi, kakršni so se s Pižancem odločila, da pač to tudi realizirava. Tako da, če bi radi slišali, česa vse ne vemo o Harryju Potterju, se naročite na Glave, pa tam poslušajte. Predtem pa evo, tele podrobnosti. 134. Anže, štarti zadevo. Najlepša hvala za uvod. Lep pozdrav vsem, sploh tistim, ki ste si upali v prvo vrsto. Klasika. Če se vzad kdo počuti nagneteno, je dobrodošel tukaj le spredaj. Pa počas pridite dol. Ne v stampedu, prosim, lepo. Ne zganjajte se kot neočakani zavojevalci nad grajsko obzidje, na katerem že čaka katran, smola, razgoreta. Danes se bomo pogovarjali o gradovih. Pred enim mesecem smo se tukaj v družbi z Romanom Vučankom pogovarjali o Habsburžanih in drugih plemenitih rodbinarjih. Danes pa se bomo bolj ubadali z arhitekturo, ki je gostila te in one modrokrvneže, s tem, da zagotovo ne bomo ostajali samo pri golih zidovih in opremi gradov, ampak samo predvsem spuščali v zgodbe, ki jih ti gradovi skrivajo. Tako da, če je kdo pričakoval, bi rekel, mogoče tak malo podaljšan arhitekturni ekspoze, bo mogoče odšel domov kanček razočaran. Kdo je to pričakoval? Maybe, nikoli ne veš. Hana, lepo te pozdravljava z Anžetom. Že nekajkrat si bila gostja v podcastih mreže Aparat, ampak tokrat prvič v živo. Ja, malo me je strah, tako v bistvu ful me je strah, ker je to prvi javni nastop takole in veliko publike je in se opravičujem, če se mi bo glas tresel ali pa bom govorila neumnosti, ker pač zdaj razumem Anžeta, ko se je počutil, ki je prvič podrobnosti delal, jaz se pač mesec. Zdaj pa tak profesionalc. Tako je, le neumnosti še vedno govori. Pa bruhat pa vse. Dajmo se tako zmeniti, imamo nagradno igro, če boš začutila, da te v živčnosti bruhat, pomakaj, nakaži, ljudje nastavijo svoje torbice, svoje nahrbtnike, in potem v čigar torbici pristane največ, dobil tebe eno ilustracijo. Original, evo. Mislim, da se zdaj bo šel kdo, ka bo konc te prireditve, bo šel en dan, izumil časovni stroj in ti podtaknil neki v kosilo danes. Ja, joj. Bomo videli, kaj se... Burger je bil. Samo ne vprašam. Naslov današnjega srečanja je, lahko pomeni veliko stvari, v svojem bistvu lahko pomeni samo eno, gradovi, donžoni, bastije in Bergfriedi. To so stvari. Že, če bi tebe vprašal, kaj pomeni, bi si drznil ugibati? Zdaj, te zadnje tri vsi poznamo. Tako da jaz bi raj gradove razložil. So utrdbe, plemišč, v gradu smo, ki sklepam, da ima tudi ne ostale tri stvari, ki jih seveda vsi poznamo. Tako da, zakaj bi? Mislim pa, da bo Pižanc povedal en tak intro, se temu reče, o gradovi. Povsem kratek in si bom pomagal z enim slovarčkom, luštnim slovenski kastelološki slovar, ki sem ga našel na spletu med prevajanjem Georgea R. R. Martina, kar se bomo, mislim, da danes še
kar nekajkrat zataknili, glede na to, da sem tam pobral večino znanja, ki ga imam o gradovih. In grad je utrjeno bivališče fevdalnega gospoda na izbranem naravno ali umetno zavarovanem položaju in je v nasprotno z gradiščem namenjen predvsem individualni varnosti lastnika. Kar sem jaz prej rekel. Točno to. To je tvoja beseda, sem ponovil še enkrat. Se pravi, je pa značilno, se pravi, predvsem gradu tega, da gre to dejansko označuje celoten kompleks, ki se je potem iz teh preprostih gradov, ki jih bomo potem tudi kasneje videli na neki shemi razvil v tole, tudi v čemer smo danes, tale ljubljanski grad, se pravi množico stolpov in poslopi, ki so potem obdane z zidnim vencem oziroma zidino. Zidnim vencem, ok. Ja. A dviguje, a to se reče? Ja. Ok, goddammit, Ja. ok. Si to hoče biti fancy, pa očitno, ok. Tako da ja, to je grad, ne. Donžon gre za francosko-romansko obliko stolpastega gradu, namenjenega obrambi in prebivanju. Beseda donžon pa izvira iz vulgarne latinščine, iz dominion. Dominacion, se pravi nadvlada. In to so, se pravi, če je grad res večji kompleks, gre tukaj zgolj za stolp, pa tudi pravzaprav druga dva sta bolj stolpa, se pravi Bastija, iz nemške besede bolverk, je prvotno okrogla izpostavljena utrdba iz brun, pletenja in zemlje, od 15. stoletja dalje pa nizka, navadno polkrožna iz obzidja, izstopajoča utrdba s krepkimi stenami, namenjena namestitvi topov, poznaj lahko tudi peterokotna zidana utrdba, namenjena bočni obrambi, se imenuje tudi šance, zvezdne šance in tole so šance ljubljanskega gradu, kar vidite tukaj le na sliki. Če poslušate podcast ne v živo, ampak ste eni od unih 16, ki ste za telefonom in zdaj trenutno likate ali sesate po stanovanju, upam, da ne pomivate posode s telefonom v roki, poglejte med zapiske, kjer bo čisto vse, Anže. Res je. Se bom potrudil. Začela sva si dokončevati. Kaj? Stavka. To je skoraj zgledal za igran. Ne. Bergfried je pa najpomembnejši grajski stolp s poudarjenimi obrambnimi funkcijami v sklopu širših grajskih zasnov. Se pravi, tam donžon je ta osnoven, tukaj pa malo se tudi odvisno čisto od kulture, ki je, se pravi, donžon je bolj nekako francosko pojmovanje. A bi ti kaj dopolnila, mislim, tako imaš, koliko si se ti kaj z gradovi tako vobče ukvarjala, kdaj? Narisala ga še nisem, nažalost, ampak imam pa enega, ki je v bistvu ostal samo Bergfried, pojem v izboru, tako da nimam. Jaz sem hotel reči, da pri Bergfriedu očitno nekdo kompenzira, pri donžonu pa ne. Hvala lepa, zato sem kle. Mislim, da smo nekako zgrešili tvoje falične insinuacije. Tako da ja, in sicer pa ja, gradovi so se začeli s povsem preprostih, to so te anglosaksonske, kjer si imel grad na Kuceljčku, leseno utrdbo na Kuceljčku in potem spodaj obzidje, kjer so bile drugo osebje, druge stavbe. Tako izgledajo stopne v Age of Empires, če je kdo igral. Ko začneš, ta glavna hiša na začetku izgleda tako levo zgoraj. Padaš pa 3 kamne, pa 2 pšenici. Prelezeš naprej. Ja. No, samo na sredino je Bergfried, ne? Ja, to je na naslednji, je pa že Bergfried. Glavno min se seveda je šlo potem v totalne komplekse, dokler potem tam nekje 16. 17. stoletje dejansko tudi zgubijo nekak potrebe po obrambno funkcijo tokne in gremo potem v se vladari selijo neke razkošne palače, kjer so navarne. Razen pač, dokler ni giljotina nabrušena. S koncem turških upadov so se v bistvu nehali te doba gradov utrjenih. In pa so začeli v bistvu iz teh utrjenih gradov na hribih iti v doline in zato so dvorci ponavadi spodaj pod starimi gradovi. Recimo Smlednike, tako, kar je Lazarinjev dvorec je spodaj, na tleh, na njivi. A si slišal že za Smlednik? Slišal sem že za Smlednik. Zakaj si izmišljuješ ime na kraju? Če to je v Valburgi. Ja, bil pa nisem tam. Tako da ja, in se pravi, tale ljubljanski grad je dejansko bil poselitve so bile tukaj že
5000 let tega, se pravi iz časa, tudi ko so še ta prvi kolesi se po barju vozili. Ko so bili še zmaji. Dejansko so bili mojstri, ne, pač, da so pač pred 5000 leti šli s kolesom, ne, da so ga tle imeli za barje, ker danes, če probaš čez barje, se že čez rudnik je asfaltiran v nakupovalni coni, težko greš čez karkoli, ker ni dosti ravnine. Tam je res kvaliteten asfalt. Šala za 20 rudnika. Tako da ja, in potem Rimljani so imeli na tem območju vojaško postojanko, dejansko mesto je bilo spodaj, tukaj gor so pa našli med drugim recimo tudi Ekurno. Ja, v bistvu te votivne oltarje so najdali 3 in situ, ker so se pač sumi, da je bilo nek kult tle gor, ampak to svetišče je bilo zelo majhno. Kaj je Ekurna? Ekurna, boginja vode. Ja, oziroma neko vodno božanstvo, ni čist točno in je predrimska in so mu potem te Rimljani tukaj posvojili, ker so pač tudi zato vprašam, ker vem, da obstaja galerija Ekurna v centru. Točno tako, pa še zdaj imamo spomenike zdaj v Ljubljanci. Točno, zdaj so ga avgusta, ne, so ga odprli. Dajmo reči, da ti spomenik zgleda lepši kot spomenik od Hribarja. Ja. Mislim, kar se tiče tako neke splošne erotike. Ker če kaj hočeš v spomeniku, je erotika. Ivanu Hribarju. Ja, sploh Ivanu Hribarju. Na mestu, kjer se je vrgel v Ljubljancu in naredil samomora. Sami taki lepi spomini. Ampak do Ivana Hribarja pridemo še poznajo v glavno, potem pa zraste tukaj najprej Lesengrad, ki ga na to večkrat obnovijo, dozidajo, padejo stvari noter. Tukaj je bila med drugim smodnišnica, nekoč jim raznese v smodnišnici eno zalogo streljiva, da so po ne vem koliko Ljubljan popokale šipe. Potem se zgodijo tudi zapori, tukaj med drugim tudi Ivan Cankar, o čemer smo govorili lani. Tukaj tako, da zdaj ne bomo ponavljali, ampak pejte pogledat v arhiv oddaj Mreža Aparatus, v podrobnosti, če vas zanima, kako je Ivan Cankar tukaj le prebijal svoje zaporniške dneve. In če hoče vedeti, koliko pižama, kdaj kaj tudi ne ve. Ne? Ker tam smo bili 3, največ vedel. O Cankarju. O Cankarju. No, ampak jaz imam tudi eno zanimivost, drugače. Cankar je bila nekoč gostilna na poti medse na Vsojah in medse so imeli moji sorodniki in je hotel tja pit, ampak ga naš pes ni pustil in ga je ganjal. To mi babica povedala, da pač je bil preganjan iz Ljubljanskega gradu, ker se ga je hotel zapijati. Tako da... A lahko enkrat o Cankarju govorimo več kot 3 minute, brez da gremo na alko. Jaz ne vem, če se je to že zgodilo v zgodovini Slovenije. Kaj bo Ivan Cankar? Alkohol. Ja. Alkohol, vse je posod. Ja. Ne bomo začeli zdaj z otroškimi. Gremo naprej. Tako da ja, in danes smo tukaj in bomo pogledali zdaj, bomo najprej, imamo za vas pripravljeno, vsak ima 2 zanimivosti oziroma 2 stvari, ki ste mu skočili v oči o gradu, na to bomo predstavili vsak po 2 resnična gradova, 2 fiktivna gradova in se na koncu ustavili še malce pri strašljivih zgodbicah. Tako da, Hana, beseda je tvoja. Jaz sem si izbrala na splošno zelo stvari, ki se jih spomnim iz otroštva. In res sem rada prebirala Nikota Grafenauerja Stara Ljubljana in sem se vedno zapičila v bistvu 2 zgodbi. Ene so bili Stolp piskačev, eno je bil Parabel. In v bistvu Stolp piskačev je bil na Ljubljanskem gradu pod razglednim stolpom, ki ga takrat še ni bilo. In prvič je omenjen v nekje 1544 in v bistvu so nadzidali nek vhod v grad, v ta stolp in ta stolp je imel tak lesen obhod, kjer so bili 4 piskači v zelenih livrejah, kar tudi se mi zdi, da sem zasledila na internetu, da zdaj ponovno piskajo, sicer ne iz stolpa piskačev, ampak... Zakaj piskajo? Oni so opozarjali v bistvu na uro, vsakič meni se zdi. Kako so prišli, zmenil si se z njimi za ob 5:30 zjutraj in so oni gor prišli, da bili in pa si šel gor in si mu rekel, da je pet spače za 10 minut, ne, in je bila ta sleep mode, ne, in je šel in čez 10 minut spet Pač oni so bili kure, mestne kure, okay. Oziroma petelini, no, ampak so
piskajo se ob 11 dopoldne, pa mesec čez zimo ene parkrat. Čez zimo je ne parkrat na dan, ali čez zimo? Ene parkrat. Nisem zasledila kokrat, pač nisem zasledila kokrat. No, ampak imeli so 3 pozavne in en kornet, to je bil nek tak rok. Živeli so gor, pa opozarjajo se tudi na požare in recimo, ne vem, čez dan so dali rdečo zastavo, tamle je stav, to so ostanki. So imeli rdečo zastavo, če je gorel, ali pa luč po noč so dali, drugače pa večinoma so živeli gor. In mogli skrbeti. Pa bili so zelo zaželeni glasbeniki in so v bistvu hoteli so imeti prednost pred vsemi glasbeniki v mestu. Ampak potem so se ne vejo sicer, zakaj so jih nehali uporabljati, ali so se jih ne vličali, ali ni bilo več za plače. Pa si jih ni maral. Ja, no, ali pa bili so taki srednjeveški trio Lorenci. Ja, tako nekako. In potem v bistvu enostavno so zginali iz zapiskov, stolp je propadel, še to ne vejo, kdaj točno, ali so bili to Francozi, ki so zavojevali tukaj, ali so jih malo obstreljevali, ali je pač enostavno bil zgodovinski propad. In to so pa v bistvu ilustracije od moje mame, za Staro Ljubljano, ki pa v bistvu njena zadnja knjiga bila ilustrirana in je ravno to ilustrirala. Jaz sem sicer brala starejšo verzijo, ampak to je iz Pedampeda drugačno, je to iz zbirke Pedamped, tako da to je ena pesmica, ki bi jo lahko mogoče najboljši. Ne bom, res ne, ti boš bral. A prima vista, kaj? Aha. V Stari Ljubljani so imeli tudi piskače, ki so piskali vsak drugače. Pozavne so piskale sleherni dan, 3 na vse 4 strani, rok pa je trobil kar sam, tja v 3 dni. Aha, še joke na koncu. Niko Grafenauer. Pa lahko noč otroci. No, zdaj vemo, koliko so pozim, na 3 dni so piskali. Čakaj, na 3, na vse 4 strani. Ampak tja v 3 dni. A ja, to pa ja. Ali je bil pa tak eho naštima, da enkrat za trobo in pol 3 dni se odbijal. Ja, to ni bilo annoying, čemo res. Če bi mogel zbirati, da vsak dan poslušaš, ali tlele gor 4 modele, ki ti trobijo, ali pa dol unga harmonikaša na Prešercu. Mislim, da bi se jaz takoj preselil v srednji vek. Una peticija ne obstaja več proti tistemu harmonikašu. Če bi koga mogel doleteti zgodovinski propad. Dajmo reči tako, se jo napisali, pa ni imel posluha za nje. On ima za posluha za nič. Gremo renta po unmo modelu, zdaj 5 minut. To je res stvar, ki jo vsi poznam. Bolj kot gradove. Največja groza. Članki so, no. Ampak največja groza, ker res vidiš zdaj te skupine turistov. In pač, ko mu nekdo da denar, ko bi šel do njega, pa bi mu rekel, ne, pol ti weirdi spadaš, ko da tega ne delam, ampak ne morem enemu Korejcu reči, ne mu denarja, zakaj me 2 metraš oblaja, sred Prešerca. V jeziku, ki ga ne razumem. Ne razumem, ja. No money to the man. Ja, so vse, v glavnem, so moje fantazije, ki grem mem. Ker imam take možgane, v glavnem. Ja. Ja, jaz imam pa, tukaj sem imel pa inside help od nekoga, ki včasih tudi dela na Ljubljanskem gradu, tako da ta bo dobra, pa je pa downhill from there, se temu reče. Tako je prej Pižanc rekel, pač ta grad je bil konstantno, pač je bil, pa ga ni bilo, ne, pa smodnik, pa podrl, pa na nov gradil in je v bistvu kao zelo malo nekih artefaktov iz kjergakoli časa, več ali manj, mislim, so stvari, ampak ni jih ful. Ta stvar, ne, ki se ji reče, ba je beneški kozarec, jaz sam prodam, da sem se to naučil, nekaj Pižanska prodaja kot svoje znanje, se pravi, je pa preživela, zakaj? To je pa najboljši del te zgodbe in zato sem takoj trzal na to, ker je nekomu padla v Štrbunga WC, padla je očitno na mehko. Ne, oziroma, se pravi, sem imel hrano z premalo vlakninami. Ja, tako, slabo. Ne, slabo. Mental picture go away, res. Ja, in je pač stvar je kar preživela, ne. Zdaj ta zgornji del, pač vidite, da je počen, ampak ta spodnja stvar, kaj je stojalo, ne bom rekel temu stojalo, drža, karkoli, ta spodnji del. Pecel. A veš, zakaj se reče beneško steklo? Zakaj? Pač vprašam te. Ne, ja, povej za ljudi. Sem se, da ti... Ne bom. Beneški kozarec, ne. Ja, zakaj?
ker je iz Benetk. Vsi kar. Okay. Gremo naprej, to si vemo, da prizvejo. V glavnem, Zato, ker je bil ta kozarc ta teden pod vodo. To ne vem, če je ok šala. Ne, to ni, to je slaba šala. Dejansko replika te šalce, kozarca, beneškega. Šalce. Ja, pa dobro, je res Ali kozarc. lahko sam še nekaj povem o Čaša. svoji šali? Ja. Dosti nizka je bila. Okay, Za razliko od morske gladine. Deva, to bom tukaj reži, Anže, v prihodnosti. Trenutno je replika, se jo lahko človek pogleda, ima pa gor, pozlačenega leva, ne vem, kako se to vidi, ker so te fotke, lobijo še nisem še slikat, v glavnem, ker pol je bilo takoj Game of Thrones, Lannisterji, ampak ni od Lannisterjev, nažalost. Je bil od zavarovalnice. Ja, zgodovinarji kao pravijo, da otok Murano. Ja, sej to je pri Benetkah, beneško moransko steklo. Ja, Ja. to sem, hvala. Ti si mislil, da ima to ime po Morani, bogini smrti. Seveda, tako je kurna, to smo se tudi danes naučili. V glavnem, je pa direkt proti tem WC-jem, kjer se je to najdel, je očitno, so pa neki skrivni rov, kjer je naj bi Razen Predjanski pobegnil, ki je bil tudi zaprt kle, kar je tudi še enkrat zelo, zdaj vemo, iz kje je Martin, več ali manj vse pokradel, iz Ljubljane, ne ve se pa, če so koga ustrelili z samostrelom, to pa ne vemo. Na tem WC-ju. Na tem WC-ju, ki je očitno mogoče kaj pa, če je imel nekdo tako kozarc pred srcem, in ga je močno moransko steklo rešilo te strelice iz samostrela in se ampak je to pa razbilo in je padlo dol in on je če pade odkorakal. razbit kozarc, hočemo sej. razmišljati v tej smeri naprej. Ti si na WC-ju. Razbit kozarc pade. Je mislim, da Ne je vem, še kako zmer ti manjša poškodba, kot to, da te v samostrel direkt zadene. To je res, lahko pa več zgubiš s to poškodbo. To je pa tudi res, Tako ja. Hvala vsem trem. Greš lahko za back vokalista, potem piskačem gor. Ne, ampak mislim, noro mi je, da neki preživi zaradi Štrbunka. To se mi je zdel. Ker v redu, pa sem videl, da Štrbunku se reče, to jaz nisem vedel, ker je res weird beseda, ajžel. Ajžel, ja. Ajžel. Kaj to vsi ve, jaz to ne vem. Kako Štajerci rečejo WC-ju? Stranišče, čuj. Hajzl. Res? Ja. Ne bi vedel. Ne. Tako, zanimivo je recimo tudi, jaz sem iskal slike, ki sem hotel, pa jih nisem najdel, sicer, ker smo ravno pri grajskih WC-jih. Ja. Ne vem, če še, ampak včasih si imel v Podsredi, na zadnji strani gradu, to, če niste še bili, ko boste kdaj v Podsredi, če ste po Kozjanskem, hodili tam so glih 3 stvari za videti, in greste lahko do Podsrede, super muzej baroka, sicer imajo, in tam je grad, in imaš tako gor v enem drugem, tretjem štuku, ven kaj en balkonček, pokrit kaj ena taka utica, pač kaj ena loža, ki ven gleda, ki je bil dejansko WC, kamor so oni šli, ki je bil grajski gospod gor in je šel v tisto, kar je pač ven štrlel, se usedel, opravil svoje in šel nazaj in je pa padel dol pač Po fasadi dol, tako da tudi tam je fasada malo umazana, se vidi. Ampak je pač ni smrdelo v spalnici. To je bonus. Je pa res, da pol maurični terorizem dobi neke nove razsežnosti, kar se fasad tiče, ampak res, to je kar smart v resnic. To ni, je pa res, da nisem kva so jedel, že spet. Okay. Drugač pa ta je bila moja, ta beneški, veliko smo se naučili, mislim, da tudi jaz, je bila moja zadeva, ampak ne, meni sam, koliko to slišiš, da je neki preživel zaradi WC-ja. Verjamem, da se je to že zgodilo. Ja, Razen Predjamski ni. Ok, fair point. Že spet, staj pa že dolg mrtev. Ta pa ni tu sun. Tako da ja, pižamc. Evo, jaz se pa selim v posvečeni del gradu in sicer v Grajsko kapelo, posvečenemu svetemu Juriju, in sicer ne veste točno, kdaj se začel graditi to kapelo, naj bi bilo pa to pred letom 1489, ko je cesar Friderik III. Ustanovil beneficij nagrado v čast svetega Jurija, svetega Pankrca in svete Helene. In posebnost te kapele je to, da jo za razliko od večine sakralnih objektov ne krasijo na božne podobe, ampak imamo dejansko posvetno
tematiko, kajti okrašena je z grbi vladarjev, deželnih knezov, stanov in jih je, ki so vladali ali pa službovali v Ljubljani, kakor pač rečemo temu, od leta 1261 do leta 1742. Naredil jih je bakrorezec, risar in inženirski poročnik. Zdaj pač človek skoraj toliko naslovi kot Rebeka Dremelj. Abraham Kaltschmidt, ko je deželnim stanovom načeloval deželni glavar grof Korbinjan Savravški. Eno črko manj, pa bi bil mogoče on tist, ki je bil na WC-ju, ki je kozarc padel noter. V glavnem, ampak te poslikave dejansko so pa potem, niso nastale že takoj na začetku, ampak naj bi med letoma 1742 pa 1747 prvič jih poslikali, potem so pa še, ko so prenavljali stolp leta 1849, ko so porušali to zahodno steno pa z grbovnim okrasom in so morali še enkrat na novo in pa potem še leta 1915, ko je bila popotresno obnovljena in potem pa še enkrat v začetku 90-ih let, ki ima zdaj to podobo in se dajmo pogledati čisto mečkane na par grbov. Moram povedati, da tele grbe slike sem našel na spletni strani grboslovje.si, ki jo pejte pogledati, ko dejansko za vse te stvari. Jaz to stran poznam, ker jim je res pomagala, jaz spet pri Martinu, ker Martin opisuje te grbe, kaj tom pa kakšne unačrta levo, pa nekam vleče in je fino, ker imaš res vso terminologijo na enem mestu. Tako da, če zanima. No, in tukaj le imamo pač tole Kranjsko, imamo tegale orla našega s hrvaškim šalom, navija za vatrene. To so pa dobro sosedski odnosi, a veš, v tvojem grbu navijaš za fuzbal reprezentancov od sosedov. Štajerska, Vindišmak in še Istra je tiskozil, ki ga sicer nisem dal. Potem tale prvi, tale Rudolf, ga vidimo, spet tudi dvoglave orel, in pa vse do tudi Marije Terezije, kjer je pa vidimo vse. V tem grbu je vse. To je prav tako Pinterest grb. In vmes pol ta je en prvih Rudelinus von Pirnbaum, ki ima neko tako deteljica semenčico, simbol irske plodnosti. Ja, se ima proti. To je nekaj, kar bi recimo en leprekon spustil. Ok, spustil. Izstrelil. Jaz bi prej cilil, da je človeška ribica. Ja, to tema proti. Ampak da je ful slabo, ker bo imela prvi javni nastop in bo bruhala. To sem jaz. Všeč mi je, kam šla tvoja glava. Imamo tudi dveh celjskih grofov, te dva sta se jih, ne vem, mogoče načrtno malo pustili v takem stanju, zato da se Celjani najo kaj naraščali proti Ljubljani, Ulrich pa Herman. Potem je pa tukaj zanimivo, so pa trije grbi, ki so tako skozi stoletja, iz 15., 16. in potem še iz 17. 18. stoletja, kjer vidimo, so Auerspergi, kjer se začne prvi grb, je preprost samo tale Tur gor, na drugem imamo že dve polji, 4 polja, 2 s turom, 2 z mizo in na tretjem imamo pa 2 polji s turom in 2 polji z mizo, ki ima pa na sebi tudi že orla in še na sred eno žival. Ni dobro, da si daš mizo v grb. Vsako od vse, mislim, mizo. Zakaj mi? Bankir? Banka? Ne vem, ugiba, to ne vem. Ampak vse, če si bankir, mizo daš. Zakaj bi lahko dal mizo? Kaj je ta stvar, zaradi kjer daš mizo? Mizica, pogrni se. Ne, sam je rekel. Ali imaš uno mizo, veš, kad daš roke gor in se pa pogovarjaš z njo? Lahko da sam še švedski napis od spodaj. Bili. Šle. Ampak to je res v redu. Všeč mi je pol, da grejo v ta zadnji verziji, da je unga orla gor, pa ne da bi pol mizo omakljali. Ne, ker mizo smo že imeli 200 let. Ja, more biti. Ja, more, da se ve brand. Ostaja. Ja, seveda. To je ta sam redesign, mislim, noro mi je. A tega orla tudi dobiš v kaj zraven mize, ne to?
To se pa vprašaš. To sem Evo, pa že jaz. tako, Evo. ja. Jaz sem si izbrala najdbe najstarejše na Ljubljanskem gradu, malo smo že povedali, jaz sumim, nisem prepričana, ker internet ni dal nič materijala, ampak pisali, da je to votivni oltar iz Ljubljanskega gradu. Ne vem, če je to res, ampak to je bilo na sliki. In v bistvu to je kultura žarnih grobišč, to so v bistvu bili pozna bronasta doba. To je staro. Torej. Staro. In to je bilo v bistvu, so bili nasledniki kulture Gomil, pa pred halštatsko kulturo. In so bili kle gor. Kimaj, Anže, kimaj. Slovo. Kje je Halštat? Tam Gomil, ki sem pa Halštat. Gesundheit. Ja. Čeka, zgodovino imel na maturi. 4. Kar veliko pove o slovenskem šolskem sistemu in uporabi Gaussove krivulje pri ocenjevanju. Ne, o sistemu, ne, o Gaussu veliko. Glavno, ja, sorry, boj. No, pač, da ne bom preveč razlagala o tem. Ne, se ti kar, da se drugi razumemo. No, pač najdel so to na... da so na območju Bastilije pri nas, oziroma na Ljubljanskem gradu tukaj. No? Tako da, ampak preskočimo, pa kurni smo že vse povedali, zdaj smo pa pri novcih. Najdel so pa ogromno novcev. To je za nagrb, če si bankir. Tole. No, ampak ta dva novca, ki so odkrili, so zelo posebna, zato ker sta bila skovana v 12. stoletju. In to sta novca Eberharda I. iz 1164 oziroma 1183, tam nekje vmes. Ni pa človek gor, ne? Ker jaz zdaj iščem neke obrise. Ne, Okay, po mojem, da ne. Dva stolpa zgledata. Ja, dva stolpa, ampak kar je zanimivo z teh dveh novcev je to, že tako so novci iz 12. stoletja redki, sta ponaredka. Pač, to je kar ljubljansko, ne? Originali so bili srebra, ta dva sta pa iz svinca. Kar je pa še bolj hecen, je pa odkril so jih v zasutju Bramnega zidu in kje so jih skovali oziroma ponaredili ne vejo, zato ker Eberhard I ni imel veze z našimi kraji. Pač s Panheimi, ki so bili prvi ljubljanski gospodari. Da, se mogoče glih za to bilo pol dobro, veš, kam Ben ni vedel, kako izgledajo. Ja. To je zdaj tako, če bi zdaj prišel, veš, severno-korejsko valuto sem, ja. Rekel, to je proper severno-korejski denar in ja, je, ne? Ja, ali pa, kad dobiš za 2 evra kovanci za 3 evre. Ali pa ja, pa je to je denar. A je res denar. Kaj pa še tle vzad? Velika Britanija. Še malo, ja. Še malo. To se ne smemo šaliti. Pa se jih losamo. V glavnem, ponaredka, ki nista bila v uporabi, pri nas več ali manj. Nimajo veze kao z našimi kraji. To je kar okej. Gremo, ja, a to pa je bilo v uporabi, kar imaš ti zdaj? Ja. To je pa iz bronaste dobe. Telekomunikacij. Se vidi, da je tehnološki človek. To je bila prva UKV antena v Sloveniji. UKV je FM. Prej si imel, to nam razlaga. Prej si imel kratke valove, tako, pa si šel AMA, je bil AMA, pa si šel pa na srednje valove. Tako, in pač to je ta normalna radio, zdaj prihaja DAB, ki ga nihče ne uporablja. Mislim, Norvežani, pa je pa počas konc, ker je pač internet vmes prišel in se da prek neta poslušati. Ampak, zdaj znam nič več povedal o tem, imam eno drugo zgodbo, ki se moram iz glave spraviti, da enkrat posneta. Jaz sem hodil na osnovno šolo Prule, pa na srednjo šolo Gimnazija Poljane. Prule so na Prulah, to je awkward, na Prulah, kar je na eni strani gradu, ne, Poljane so pa direkt na kontra strani gradu, ne, in tudi to je dosti zanimivo, da so v bistvu Prule so pač dosti velika osnovna šola, sem zato, ker ima en tak socialističen prizidek, ampak arhitekturno so pa zelo podobne, ne, Poljanam. Poljane so tako v ampak so tako iste ploščice so noter. Jaz, ko sem prišel na srednjo, sem zmen trola. Rekel, kaj je to? Sem dodatna vrata so bila, že bila ista šola bila. Tisto, kar je bolj važen. Jaz sem okoli tega UKV-ja, zdaj je še kaj drugega gor, ne, praktično celo osnovno šolo in srednjo šolo laufal. Ne. Ker iz Prul in iz Poljan, pri športni vzgoji, če je bilo treba, se je šlo na grad. Ne. In potem si klevko laufal, zdaj, kar je pa zelo zanimivo, ker se o gradovih pogovarjamo, ne, že spet dokaj meni,
Je pa na tem hribčku je zraven dejansko en del, ni obzidja, ampak nek tak mostiček je, ne, in ima oboke. In zdaj naš prfok za srednjo šolo za telovadbo. Prfok za srednjo šolo. Za telovadbo na srednji šoli na Polanah, ne, je bil pač res kar genialc. Je rekel, zdaj pa vi kle okoli laufal, ne, in se je on postavil na to obzidje, ne, in je kot graščak, ne, gledal res dokaj boge fante, ki so pač šli na gimnazijo, ne na kakšno normalno šolo, ki so mogli laufati okoli in okoli. To sta mu 2 uri bile, ne, ker grozen. In so laufali, on je pa dejansko pač stal gor in ta laufa in malo štopil, da je videl, če tempo držimo. Ne. Pa je bil pa en moj sošolc, ki se je pa res znajdel, ki je dož genius, ne. Ker je na Poljanah tako to delovalo, da so bili vsi razredi tako narejeni, nas je bilo, mislim, da tako 6 fantov, ostali so bili pa ljudje, ženske, ne. In pa so nas dajali skupaj, ne. In smo imeli 3 razrede, vsi klasične gimnazije, te, ki smo imeli latinščino, zato znam latinsko, ne znam, smo pač skupaj bili, ne, in ta model ni vseh, mislim, to je tako, veš, iz 3 razredov pridajo, ker naenkrat je full folk in benka, poznam in en model, ki je bil moj sošolc, ne, se je merno, to presežem, da je res, postavil pod, se pravi v ta obok, ne, on je gor stal, gledal, kdo laufa, on je odzval in čik pržgal. Ne, in zdaj to tako zgleda, ti laufaš, kaj je idiot, okoli tega UKV-ja, ne, on gleda, kdo laufa, od spodaj pa en model merno, 1 uro kadi, pa zdaj pa gremo, ugasli čik, pa je šel sam zraven. In edini, ki si je to upal, nikoli ga niso dobili, to sem saj 3-krat videl, ne, je pa to prva UKV antena. To je meni všeč, ker si začel s tehnično stvarjo, dejansko s področja, na katerega se spoznaš, in pa dobimo anekdoto o telovadbi iz osnovne šole. Srednje. Uno osnovne je bilo bolj opasen, smo laufali po osmice, ne pri gradu, ampak tam po gozdu, ker nas imel pa non-stop noče. Uno je bil bolj pameten. Ampak to mi ne, hvala, ker ste me poslušali. To je zdaj posneto, zdaj je part of the permanent record. Pižans, mislim, da si ti. Ja, Ivana Hribarja smo prej omenjali, ampak ne bomo o koncu njegovem, ampak o tem, da kako je pravzaprav on Ljubljani zrihtal grad, ne, in sicer je bil prej poslovnež, ne, potem je postal župan, kot da bi to že kdaj slišali, ne, zavzemal se je za pospešeno modernizacijo, urbanizacijo, higienizacijo in industrializacijo ter šolstvo. Med drugim je bil, danes sem brskal po Dalibu kot nor, sem iskal malo članke, ki boste potem tudi jih bom par prebral in sem najdel njega od tega, kako so imeli neko to srečkarsko za društvo, ki so prodajali pač loterija, neke vrste pač, da so zbirali sredstva za gradnjo šolskih poslopij, bil je zraven pri društvu za kakšno suševanje in urejanje barja, in pač bil je res, in med drugim je tudi bil kljub nasprotovanju v mestnem svetu je dosegel, da je Ljubljana leta 1905 od Avstro-Ogrske odkupila grad. Ne? Se pravi, grad je bil prej še zmeri last glavne oblasti. Mogoče za ene svinčene kovance. za 2 kovančka, ja. Ne, cena je bila višja, 60,000 kron. Je bilo, koliko je to, ne? Se vprašaš, bomo pogledali potem naprej, ko vidimo, ampak jaz sem zdaj tukaj šel malo iskati tele stare članke in tukaj taj članek, ki so ga objavili celo v Ameriki, v glasilu Glas naroda 6. marca, se pravi, še preden je prišlo, ne, do prav, kaj bode z Ljubljanskim gradom? Kakor znano, je občinski svet v poslednji svoji seji sklenil kupiti Ljubljanski grad za svoto 60,000 kron. Mestni občini treba se bode torej odločiti, kaj naj se zgodi z gradom, ki je vsled potresa precej poškodovan in je potreben temeljitega popravila. Iz poročila, ki ga je župan Hribar v tej zadevi svojodobno predložil občinskemu svetu, je razvidno, da se namerava napraviti iz mesta na grad električno dvigalo, kar je uspelo, no, tam kakšnih 110 let. Ja, kar se poslopja samega tiče, priporoča se, da se ohrani severni proti mestu obrnjeni trakt, ki bi se dal popraviti brez velikih stroškov. V tem traktu dali bi se prirediti lepi gostilnični prostori z velikimi dvoranami za razne prireditve. Ker je razgled iz dotičnih prostorov jako krasen in bi se dal na senčnatem dvorišču napraviti lep gostilnični vrt, ni dvomiti, da bi bila gostilna zlasti poleti dobro obiskovana, Cankar ni mogel. Ostali prostori tega trakta dali bi se prirediti za stanovanja nekdanje ogromne dvorane, kjer so se nahajali zapor in delalnice,
pa bi se dale prirediti tako, da bi se v njih zamogle praznovati večje slavnosti ter prirejati posebni slavnosti shodi. In je bilo. In potem sem šel pa gledati na dan, ko pa je bil dejansko prišel zdaj, koliko je 60,000 kron, koliko je bilo. A 25 kron je znašala celoletna naročnina za časnik, 90 kron je bila mesečna plača začasnega paznika mestnih delavcev, karkoli to pomeni. 90 kron. Okay. Ja, na mesec. Recimo gospa Judit Ivana Cankarja, to se vse zdaj gledamo leto 1905, pa 2,5 kroni. To je bila knjiga. Je bil kar orang denar. Ja. V tem novem denarju bi rekel, kaj, 29 milijonov. Ok, v glavnem, moving on. Yes. No in potem, ampak novice, ki so pa bile, slovenski narod je objavil tole. Na Ljubljanskem gradu vihra danes belo-zelena mestna zastava, kar znači, da je celo posestvo z današnjim dnevom prešlo v last mestne občine. Grad je prevzela danes dopoldne v mestno last posebna komisija, v kateri so bili župan Ivan Hribar, svetnika Šešek in Dufe, nadkomisar Tome in prvi komisar Soman. Od Erarja sta bila navzoča oficiala Frančič in dr. Sajovic. In to so v slovenskem narodu. V Slovencu so napisali: belo-zelena zastava je razobešena danes na Ljubljanskem gradu v znak, da je grad sedaj last mestne občine. In da primerjamo to z novico, ki se je znašla v isti rubriki Ljubljanske novice, koliko je bilo to pomembno, en dan pozneje. Pes popadal je prevčerajšnji zvečer na Marije Terezije cesti gospoda kancelista Matijo Lavrenčiča in ga poškodoval na nogi. Na dvorišču Ljubljanskega gradu je popadal pes hlapca Ignacija Oterepca in ga poškodoval na desni nogi ter mu raztrgal hlače, lastnika psov sta znana. Živjo Hana! Tako da ja, no, v glavnem, to nisem vedel za to zgodbo prej, ampak očitno, v glavnem, no, to, ki je bilo to očitno pomembno za dnevno časopisje. Jaz sem mislim, da smo kar ugotovili, da pes ni maru canka, ni maru. Jaz sem filika, da tvoji predniki niso hoteli nič prodati. Preveč dobro. In pa so tudi umetniki, so dajali že ideje, kaj bi lahko pravzaprav gor dali v Ljubljanskem zvonu, so potem dajali ideje, da bi bilo fino narediti neke te umetniške, da bi bila galerija lahko gor, prostori za ateljeje in tako naprej, to, kar se je pač zdaj zgodilo s cukrarno. Cukrarno, jaz sem hotel reči, lepo je. Tako da ja, evo, to je to. Ivan Hribar zaradi njega je grad, pa takrat se pa niso nič težili, da sam Ljubljanska zastava gor. Ne, bili veseli. Ja, evo. To je lokal patriotske. Zdaj gremo pa že zamenjamo krok, ne? Ja, zdaj smo pa iz Ljubljane. Na resnične zadeve. Ja. Tako da zdaj ni bilo. Zdaj bo, to je weird. Zdaj bo vsak... Zdaj z Ljubljanskega gradu gremo v občina gradove, Anže tiho, hvala, prosim. Na resnične, ok. Razumem. Vsi smo se zmenili prej, veš. Okay. To je mali grad, oziroma Ravbarjev Turn pri Planinski jami. Slučajno sem ga odkrila, ker rada kruzam po Sloveniji in kar naenkrat je bil tam en Bergfried, srednji česar. In tole je v bistvu iz Valvazorja slika, ko je grad še stal, ne. Zdaj pa prvič je bil omenjen leta 1444 kot grad Kleinburg in zaradi tega gradu se je tudi v bistvu Planinska jama zraven, verjetno jo poznate, so tiste ogromne dvorane, imenovala Malograjska jama zaradi tega gradu. In potem, to je tudi že ena stara veduta, je ostal sam tale Bergfried, še par ostalin. In v bistvu zapuščen vodnak. Imam pa zelo lepo gotsko obokano kapelo spodaj in v bistvu po tej poti, tole je tale vodnak, zdaj ima v bistvu streho in tukaj ni vhoda razen tam zgori, kaj vidite, tisto okenček. Jaz spodaj v kapelo, ampak to je bil dejanski vhod v grad, pač v Bergfried, ampak to je to vse, kar je ostalo, ampak jaz ful priporočam, ker je res noro, kjer stoji, ni ničesar, potem je pa še ta jama
tam malo greš hoditi in je tako zelo zanimivo. No, meni je bilo, ne vem, zakaj mi je to kostal v spominu, pa s tistim zapuščenim vodnjakom, ki ima tega psa, ki tudi nisem našla nikjer, zakaj se gre. Ne? Ampak tako, res je, pripelje se z avtom in ta stolp izgleda ven iz gozda. In v bistvu stoje pa na zelo pomembni te poti. Zato so tudi naredili po Rauber komando in zadnji lastniki so bili Rauberi, ki so pa so bili v bistvu z Razumom predjamskim povezani. Se mi zdi, da so ga Rauberi so ga preganjali, se mi zdi potem na koncu. No. Tako da smo spet pri Razumu. Ja, pa pivovarno je pol ustanovo. No, ampak to, no, tako da ta je bil en tak. Ja, pa še tole, to je pa v bistvu zraven je še en mlajši dvorec, ki je pa tu že čist razvalina in so potem v bistvu izpred te razvaline so te kipi, so jih prepeljali in dali in to je to, kar je, ampak je tako super za raziskovati. No, jaz rada v razne jame in zapuščene hiše, mislim, se je tukaj zaklenjena, ne piše na las. Ja. Ne, daleč od tega, samo pač. Kako se imate kaj v rogu? Tja ne hodim. Kjera tako je. Preveč obljudeno. Ja, preveč folka, ja. Jaz sem kulturni človek in muzejev. Ne, sej ne. No, ampak ja, fule, piše na lastno odgovornost, da se moraš okoli premikati, ampak zdaj ga res rihtajo, pa spodje tudi odklenajo, pa zraven je res vhod. Ja, zdaj ga dejansko pedenajo. Pač, ja, tudi streho ima novo, prej je bil brez strehe, zdaj ima to zato, da je s kodlami pokrit, zato da pač ne propada, ker je pač res, sam to je, ampak je tako, ne vem, meni je všeč, ker je bil tako romantičen gradek je, oziroma stolpek, no, tako. Anže? Ja, okay. Kakšno presenečenje. Ja. Dej povej, ta grad prvič vidimo. Ne, ampak, jaz ko ljudem povem, zakaj je, no ne zakaj, to je... Povej najprej, kjer grad. Ja, to je grad pred jama je to. Mislim, da je dokaj epski. Jaz, če bi bilo treba dati neko nagrado za epskost gradu, daš temu gradu to nagrado, ker vsi ostali nekje stojijo, lejte ga, kje je. Okay. To je vse, kaj treba. Ampak, znan je zaradi tega, ker je to epski, ampak bolj znan, kar se mene tiče, pa ne samo mene, jaz mislim, da bi mogli to več ljudi vedeti. Jaz sem ogorčen, vsakeč, ko to razlagam in ljudje gledajo, kaj. Ta grad je bil dejansko v enem filmu. Zdaj pa jaz bi prosil, klele, ne še to pa kitekam, okay? Roke gor, ljudje, ki veste, da je ta grad bil v filmu. Roke gor. 2, 3 roke. Come on, yes. Ok, zdaj te nekaj izvedel. A ste ta film gledali enkrat med telovadbo v srednji? Sem ga v osnovni gledal dejansko. Hello, Jackie Chan, ok? Armor of God, Božji oklep, je film Jackie Chana, ki je presežen posnet tam. Oni so v Jugi snemali, v Sloveniji, na Hrvaškem, v Sloveniji so to snemali pred Janskem gradu. Epski film, to blockbuster, to ni tako narejen, da tako zdaj te, ki snemajo te neke korejske pa turške nadaljevanke, ne, to je proper film, kjer Jackie Chan okoli hod po jami, se tepe, skače, salte dela, dejansko je zanimiv film, še zdaj je za pogledati. A ni, da se dejansko med snemanjem tega filma zelo tako razlimal? To je detajli, ki prodajamo, da ljudje gledajo film. V glavnem. Kdaj se pa dogaja ta film? Se ne spomnim. A se zdaj dogaja, kako radi to Kitajci? Ne, v leta 80 ali okay. To narejen. Ampak je res proper akcijada, posneta v Sloveniji, ko vsi pol, Narnijo so pri nas, Narnija. Jackie Chan, ljudje božje. Okay. Res, in je ful dober film in mi je noro, da več folka to ne ve. Mi smo to gledali, mislim, da v osnovni šoli dejansko tako, neke razredne ure, bomo to gledali, ker je bil grad noten in tako, vsi ful ponosni, neki v Sloveniji posnet, ne. Pa spote od Pet Shop Boysov. Ja, ampak tako, mi je 30 roke dvignali, koliko je klel, 50 zihar, to je kar v redu. Poglejte si ga, ker dobi se ga na netu na nek način. Google Play, 4 evre. Ja, zihe na YouTube, enega je dal na YouTube. In je res proper akcijada od Jackie Chana, takrat, ki je v bistvu še delal, ki je bila res ta evropska produkcija, ki je bila kao malo pocen, pa so okoli hodili, zihe je bil neka jugoslovanska navezava, ki je dost nepomembna, ampak je res tako, šoti so pol noter, tisti edin, kar nisem ankoli pol po rajtu, je tisti, kar se not dogaja tudi res na lokaciji vse posnet, ali kakšen kombo, ker neki zihar je, no, tako, ko vidiš in
tako zelo Jackie Chan film je, ko veš, neki se drsa po tleh, pa tepe ljudi, pa oni njega nazaj, pa ne. Jackie Chan. Ja. Ampak meni je noro, kako folka to ne ve. Je pa ta grad tudi nekako osnova za grad Kestamir v Martinovih knjigah. Zdaj ne vemo, koliko je imel on že to zgodbo prej nekako v glavi, koliko je Polka ga je tukaj videl dejansko, ampak je takrat pravzaprav, ko je bil tukaj in to je bil prvi dan njegovega obiska in smo se že v Kopru totalno zamudili, kar je bilo super, ker smo prišli že v mraku pred Janski grad, ki je bil osvetljen in tako zdel, kaj da lebdi. In je rekel, klej pa Jackie Chan snemo. Ja, to je. In imajo tam, mislim, da so mu dali, glino so mu dali, da se je podpisal, odtisnil dlani. Tako da greste kaj in une dlani vzamete in z njih se delate, da z njimi pišete Winds of Winter. Ja. Ali pa ostanete doma, pa gledate Armor of God. Evo. Pa ste kaj, da ste tam. Evo. Jaz sem šel tudi še eno Valvazorjevo, tale bakroresni, sicer Štajn, kar pomeni kaj? Anže? Štajn. Kamen. Kamen. Grad Kamen, Okay. Ga poznaš verjetno? Ali Štajn je Kamen? Ja. Verjetno ga poznaš iz komadov Davsenikov. Ne poznaš, to grad Kamen obuja spomine, ne, pa to. Ne, škoda. Daj si posluš kdaj kaj tega. No, pa, ko boš Jackie Chana pogledal, daj še malo Avsenike si gor. Ne. Poznam pa Ramštajne, če to kaj pomaga. In tukaj na tem gradu v 12. stoletju so ga zgradili grofje Ortenburški, kasneje so bili lastniki tudi celske grofje, od leta 1436 pa Lambergi. In me zanima, si ti je Lambergar, ti je mogoče kaj znano ime? Si slišal kdaj to? Ne. Niste, ste pri slovenščini gledali raje Božji oklep na mestu tega. A mu boš ti povedala, kdo sta Pegam in Lambergar? Ja. Najprej bomo pogledali sam še malo slik tega gradu, kot ga zdaj pač ostaja. Pegam in Lambergar gre za balado ljudsko, v kateri se mora Lamberg spopasti s Pegamom in potem pač prije mama do njega in pravi, videl boš 3 glave, ne na levo, ne na desno, ampak na srednjo ciljaj. Okay, in on gre potem in se bodata in mu odseka srednjo glavo in zmaga. Ne. Je pa tudi zanimivo, pravzaprav, ker je bil Lamberg dejansko turnirski vitez. On je bil tako proper turnirski vitez, hodil je okoli fajta, se je prirejal je tele svoje turnire in obstaja tudi turnirska knjiga Gašparja Lambergarja, ki je super zadevca, ker je dejansko faksimilna izdaja, obstaja, kjer imaš polno teh vitezov, kjer se vidi potem, kdo je zmagal, kdo ni, njihove okrasje, grbe in je tako ena super zadevščina še z dobrim spremnim tekstom potem in to je bila dejansko tudi potem knjiga, ki sem jo jaz evo, tukaj imamo enega z grbom, ne, in tukaj pa zraven tega z grbom še nek znan bradač stoji, tako da mogoče se bo tudi grad Kamen kdaj pojavil v kakšni pesmi. Če človek napiše kaj do konca. Ja. Če bo. Je pa ne bi tukaj bilo da bi se sin Hermana, drugega celskega, Herman III. Tukaj ubil pri padcu s konja leta 1428, tako da je lahko tudi Kamen mesto, grad prekletega imena in spomina. In okay. Meni je sam cool videti George R. R. Martina z dežnikom. Zakaj mi je to? Zgleda kot človek. Lega, Mareloma. Smrtnik. In Hozentregar. Res. Ok, Hanna, izvoli. Jaz sem si izbrala ne srednjeveški grad, to je, če poznate, Neuschwanstein, Disney grad, Ludvika II. Bavarskega, ne vem, verjetno ste ga že videla, ne, to je najbolj obiskan grad v Evropi. Jaz sem bila letos, julija sem šla z fantom, sva šla po gradovih, se pravi tudi po Lindhofu in po Herren Kimzi in končala sva tukaj in tale grad je v bistvu seveda kot večina gradov Ludvika nedokončan. Je neoromanska palača, hotel so v bistvu, da bi bil gotski, ampak potem je on je res nadzoroval vse skice in vse je moglo biti odobreno.
stoji nad vasjo Hohenschwangau v bližini Fusna v južno-zahodni Bavarski. A probamo reči že to, če ponovi to. No, dej. Ker sem skoraj ta grad imel, Hohenschwangau, Füssen pa Bavarija. Kako se pa gradu reče? Neuschwanstein. 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 Stein. Stein, ker je stojina, kamen. No kamen. No švan kamen. Ja. Daleč ne grem. Nemščino smo tudi na maturi. Ne na maturi, 4 leta. Wirtschaft, Wissenschaft znam reči. Jaz se nisem nemško učila, pa ja ne vem. Boljš, kar se mi zdi. Neuschwanstein. No, bravo. Naprej, je pa lep. Ja, kičast je, res je kičast. Ja. No, zato sem ga izbrala, ker sem bila v bistvu nekako, ga ti vidiš, uživo, šele ugotoviš, da res so ga pljuvala, ne, takrat v tistih časih, koliko je to kič, ampak dejansko to so... Ja, ne, ni, čizmerno. Pač, to so stare kolorirane fotografije, ne. No, on ga je... To je spalenca. Se mi zdi, vidim posle. Ja. Okay. Sej ne veš, sej to je, ja. Ne, ampak ful je prijeten noter, res je prijeten. Zgradil ga je za Wagnerja oziroma v čas Wagnerju, to je prestolna dvorana, evo, in je ta v bizantinskem slogu. To je vse zlato in res se šajna. Pač v bistvu ta grad ne bi imel 200 sob, narejenih jih ima pa mogoče 10. Spal je on 11krat. Ja. Kdo si rekel, da je to delal? George R. Martin? njegov prednik. Skratka, Ludvik je bil res čist munjen na to. To se strokovno reče, drugače. Ne, to, ko se je zapufil, on je to dajal iz lastnega denarja. Ja. Je iz lastnega denarja, ampak pufe, ki jih je imel, ne. Ja, čakaj, da pridem do tam. Pač, mislili so, da bo to stalo, če sem vam napisan, 6,2 milijona kron, da najdem to. Skratka, 6,2 milijona mark, kar ustreza 40 milijonov evrov leta 2009. Ampak njegovi dolgovi so narasli na 14 milijonov mark. Ampak Ludvik je še vedno vztrajal in je grozil samomorom in tako naprej, ker pač to je normalno. Kao ne, da se bo ubil in pol ne bojo dobili denarja nazaj, ampak to, kar je meni smešno, je to, da kao on, kot vladar je rekel, ne bom proračuna, bom iz svojega denarja, ampak se je pufal za ta denar. On ni imel na lagerju denarja za te gradove svoje, ampak se je pufal, pa so pa, ker so mu hoteli, da ne samo obovče. Ja, pač on je dajal, neki je dajal. Ne? Pač on je tisti Heren Kimzi je v bistvu kopija Versaja, ne? Je pač še hujši kakor Versailles. Ampak na koncu, tako, ko pomisliš, so nam tam povedali na vodstvu, oni so vzeli vso tisto, res je, zlat je, noro je noter, ampak je v bistvu, meni se zdi 1 kila zlata sam, oziroma nek tak čist mehen kos zlata za vse tisto porabljen. In isto je bilo kle v bistvu on zelo malo nekih materialov porabil, ampak je dajal pa veliko modernih tehnoloških stvari noter. To ima centralno ogrevanje, telefon, baterijski zvonc. A ima električno dvigalo? Ima. Imel je... Če smo že na Ljubljanskem. Čakaj, miza se je dvignila iz kuhne in je šla gor čez taka vratca, pač tako na dvigalo. Pa imel je avtomatsko splakovanje WC-ja, tako da tukaj žal ne bi čaše ostale. In zato v tem gradu ni čaš. No, ampak njega so pa zelo hitro ugotovili, da ne bi bil nor, mislim. Malo so ga imeli poln kufer, po domač povedan. Čuden, pa tako zmeren človek deluje. In so ga junija 1886 odstavili in v bistvu potem v parih dneh aretirali in dali v bistvu nek sanatorij in potem so ga najdli mesec že 13. junija v jezeru zraven enega gradu. Starenberg je bil jezero in so ga najdli v skrivnostnih okoliščinah mrtvega z svojim zdravnikom.
Zakaj Pač pa v Plitvi- A to je bil suicide pact ali... Eni sumijo, da so ga umorili, pač plitva voda je bila. Ne? Mislim, Ampak jaz in mislim, da on in sta- zdravnik sta bila mrtva. Ja, oba. oba dva, ampak sum se, da sta hotela pobegati. Oziroma, Ker da je bila zdravniki neka, res ne morajo prosto jeti ven iz sanatorija. pač ona sta šla na sprehod, ne? Niso mislili, da bo karkoli. Tako da in pa so ga tam najdel. Všeč mi je, da če pobegneš zdravnikom. To je v bistvu kar pametno. Ja, moraš skrbeti za svoje zdravje. To je bil pri sebi, da je vedel, moram imeti zraven enega, da mi bo doziral morfi pa opi. No, ampak evo, to je zdaj posel, ga v bistvu že par tednov potem za javnost odprli, zato da so dobili. In zdaj ta grad ima 1,3 milijona ljudi na leto pride. Jaz sem šla ob pred 8 uro stati, da sem dobila karto, ker je v bistvu vse na timing. In pride 6,000 ljudi na dan. Gor. 10 sob gleda, če prav razumem. Ja, pač res si tako, greš noter in ti si, ful dober, ker so v bistvu Wagnerjeve opere, on je bil res fan, ne, tudi tako so skale in vse, tako res je, mislim, čira, in so v bistvu ful lepe freske gor po stenah in les. In Kaj pa v ostalih 190 sobah? Ni pa nič. Pač ne, So pa stožice. Trgovski center. Pejmo naprej. Grad, ki ga imaš, ima tudi nekaj tisoč ljudi na dan. Ja, milo rečeno sklepam. Ne? Tako da, ja. Je to grad v resnici. Jaz sem pa tako razmišljal, ker je bolj cerkev, ampak je pa utrdba. Ja. Mišljenje je bilo, reče se pa Mont Saint-Michel. Brez tejev. To je francosk. Mont Saint-Michel. Ja. Že spet nekaj vem. V glavnem, jaz nisem bil tam, pižamc je bil, kar sem zelo fauš. Je pa ta, to je jaz sam promo za eno stvar zdaj delam, je pa ta gremo reči grad, je pa ta grad v bistvu bil nekako navdih ali pa pobuda za mogoče enega boljših filmov, kar se mene tiče, in to je To the Wonder, Terence Malicka. Mislim, da bo Armor of God tu. To je bilo vrhunsko, drugače. Ampak, ja, v bistvu zelo tako romantična bajta je. Pa milo rečeno, bajta. Ja, se rekel, turistični vodič oziroma turistična agencija že to mi vabi. Res je, jaz zato prej nisem vedel, pa zelo lepo zgleda, pa bi lahko že kdaj previdel, sem pa to pač videl res v temu To the Wonder filmu od Terence Malicka, ki je res super. To so te njegove bolj eksperimentalne drame, ki moraš ga kar imeti rad, da jih gledaš. Ampak kar se ne tiče enega njegovih lepših filmov, tudi posnet je zelo lepo, ki mi kaj Lubeski skoraj zihar delo fotografijo in so sploh šoti iz kle, to je pa res kičast narejen. Medtem ko pa Jackie Chanu se ljudje tepejo, kle se ne. No, in ker si omenjal dvigala, jaz sem tukaj zdaj par slik iz obiska, ko reč svada Mojce, ki je to pogruntala in peljala. Evo, oni so imeli pa takle kolo, se pravi, ker to, če gledate, ne, je pač čist na vrhu gor potem tale samostan in so imeli kolo, v katerega so pač nočili. Se pravi, ti nisi imel orbitreka, če si bil menih tam, oziroma služabnik, ampak si imel tako veliko kolo, v katerem si potem hodil so sani privezali gor sani na valčkih, nekaj so dva kot kolesa in so potem po tirnici dol spuščali, tako da so direkt gor, da ni bilo treba po teh ozkih stopnicah, ki se vijajo do vrha, da so gor. Ne, se pravi, kaj pa pač fora tega Mont Saint-Michel je pa pravzaprav tudi to, da dejansko je tlej Atlantik, ne, in je to zelo močno plimovanje in imaš med plimo in oseko tako razliko, da dejansko ti pol dneva ne moreš. Ne. Se pravi, je voda, ki je ob enem prenizka, da bi ti lahko z ladjam naskočil, vse skupaj je dosti mokro, tudi s konji ne moreš, te še pa ta efekt tega mokrega peska, ki se obnaša kot neneutonska tekočina, se pravi, da bolj, ki ti točeš, pa več pritiska je, bolj se udira ne, in dobiš efekt živega peska, tako da so bili res kar zavarovani. Je pa super, sicer dosti tudi tako malo turist trap, seveda. Videl sem nekje v eni štacunci, so imeli pač med drugim tudi repliko oklepa kraljeve garde iz Igre prestolov. Zgodovinsko. Ampak je pa super. Noč so tudi te velike, ki veš, iz vseh teh filmov, se pravi, ne velike sobane, ki so imeli jedilnice z kamini, v katere bi ti greš lahko, ne da bi se sklonil. Tako da ja. Evo, to je pa moj grad, drugi.
In sicer veliki angleško-slovenski slovar, ki ga je napisal dr. Grad. In se mi zdi, da je Grad. Okay. Rekli smo, da bomo resničili, pač Grad, ne, je tema. In to je stvar, v kateri smo odraščali vsi anglisti dolga leta in slovi po... Čak, ti boš to je res? Ja, to je Grad, okay, to je Grad. Okay. Tem se je pisal Grad. In pač dejansko to grad, ne, a imaš grada, je bilo, to je slang, bil na medijskem slovu, a imaš grada. Moja UKV antena ok izgleda zdaj. Ja, ne? Noč so cvetke tipa minspaj, to je ta pita ne z sadjem, pa mesna pita in pa paramedic, zdravnik padalec. Lepa. To je kar ok. Ja, zakaj? Ker recimo to obdobje v povojih slovenskega slovaropisja, Grad sploh ni bil anglist. On je naredil špansko-slovenski in slovensko-španski slovar in pa so mu rekli modeli, Grad, ti tele slovarje obvladaš, rabimo še nemškega, angleškega bi ga naredil. In to je bil dolga leta pravzaprav edini slovar, ki si ga ti sploh imel, dvojezični, do takrat, ko so tam se pravi koncem 90-ih, šele pol, ko so naredili DZS z v sodelovanju s Colin Scobildom, ki je bil tudi elektronski pol in to, ampak dejansko dolga leta si imel sam ta grad je bil. Zdravnik padalec, to je tok dober. To je nekaj, kar bi bilo lahko v filmu Jackie Chana. Ja, lahko bi bilo, ja. Tako da zdaj pa gremo na hitro, ker nas čas preganja na še gradove iz fikcije. Okay. Jaz sem Harry Potter generacija, to zdaj tako priznam. In sem nujno mogla dati Bradavičargo, oziroma... Jaz sem bil kle. Kako? Nisem kle. Na original Bradavičar si. Sem vedno hotela biti. Bil sem. A je Sova prišla? Ne. Pa šel na naroben grad pol. Jaz nisem nobene knjige prebral, ker so me ubili z unimi reklamami. Harry Potter je zakon, Harry Potter je cool. Se je zakon, kaj je? Je. Jaz še filmov nisem gledal, ampak bil sem pa v LA-ju sem bil, ta Universal Studios Tour in imajo Harry Potter Land, recimo. In je tole, a ni to šola? Ja. Aha. Sam je grad, okay. Na gradu. Ker iz srednjega veka. Ja, okay. In je ful dober rajd je noter. Ko čakaš v vrsti na ta rajd, so neke slike, ki govorijo, to sklepam, da iz knjig. Ja. Okay. In jih gledaš in govorijo in je pisno prijetno čakati. Ker ti stojiš in ti slike nekaj, jaz ne vem, kdo so na slikah, ampak pač se pogovarjajo s tabo. Čakaš, pa priješ pa gor, pa kle se pa vidi, kle so Američani res. Če imaš nivo, pa je ameriški nivo. Ne. Ta rajd, ki je kle noter, zgleda tako, da se ti usedeš k v 4-sedo, se pravi žičenca za smučat, kjer ti noge benglajo, gor daš 3D očala in pol te tako sploh ne vem, ko to fizično deluje, neka roka prime in te v ene 4 različne sobe da in gledaš Harry Potter stvari. Ne. Na eni točki z metlo letiš in igraš ta Quidditch igraš in je noro. Jaz se ne hecam, jaz nisem bral knjig, nič ne vem. Ne vem, bom. Jackie Chana gleda. Ja, se je to. A si ti videla božjo klep? Ne, ampak res je noro. Da ne bomo začeli o filmih Jackie Chana, ker mislim, da božjo klep se skrije pred Drunken Masterom. To je mogoče res. Ampak hočem samo reči, res je noro je noter zunaj. Pa tudi neke bombone lahko kupuješ, ki so baje znani. Bertie Box. Bobki vseh okusov. Ja, to. Ja. To pa že spet ameriški nivo, če kupaš, seveda za denar to neko palčko njihovo, palčko, ki kupaš, imaš pol, ki je ta neko mestece je pred tem gradom, imaš določene točke, ki stojim nekimi, narediš in pol stvari plešajo. In otroci norijo tam. To je ta mali vzame in reče in pol neki teli... Slučaj, ko sem prišel do tebe pa rekel Avada Kedavra. Ja. Neki rečejo in pol neke šalce plešajo in tam mali so fascinanten zavidati. Pred gradom je pa... Zdaj se iz teh tam malih dela norca človek,
ki je bil srečen do stropa, ki je za rojsten dan dobil komunikator iz Star Treka. To je res. Ki sploh ne dela, se ne moreš pogovarjati. Ampak je super. V glavnem, Bi se jokala tam. pred gradom je pa nek roller coaster, tako zelo majhen, zelo ni bil za me narejen, nek kovke mi je polomil. Tudi ne vem, za Američane, bolj za otroke, jaz sem šel, ker je roller coaster. In je pa nek zmaj, se ti kima. In pol to narediš, to sem mi rekel. Priklanja. Priklanja. Zmaj. Ja, nema neki zdaj. A je bil grifon? Grifon je bil. Grifon je bil. A je imel krila, pa je izgledal kot oro. Ja, zelo kaoro. Ja. In pol to dela, in pol sem videl, ker valjda stojiš v vrsti. Naslednje leto bomo imeli tukaj serijo pogovorov o mitoloških živalih. Ja. Ne, in vidiš Američane pred tabo, ti se usedeš noter in se zelo počasi peleš mimo tega orla in orlo naredi vsi. In pa, ko sem šel, sem tudi jaz naredil, ne. Da sem se infiltriral, da sem zlel, kada vem, kaj se dogaja. Je pa res je noro. Jaz sem to že kdaj razlagal, ampak presežen ta Universal Studios, če zgleda kanatek, tudi kad ti reče, da je 100 evrov karta, jaz sem mislil, da je nekaj kaj, pa je pa tok dober, tok je dober in to je bilo res tudi super. Pa še enkrat, pojma nimam. Sorry, povej, kaj sem odla? Hvala, to je to za ta denar. Ja. No, pa tam to, da na hitro povem, je šola na Škotskem, ne ve se, kje točno je, zato ker je zaščitena s full v roki. Bunkli je ne vidijo, jo vidijo kot razvalino, gor je tabla, prepovedan vstop. Kar tebe ni vstal. A ti si tam iskala pol mogoče bradavičarko v unmu stolpu? Jaz skozi iščem bradavičarko. Ja. Že od Jaz sem svojega jo našel. 11. leta. Pa. Živijo, jaz sem Hagrid. Sorry, zate nimam pošte. Anže, zate pa. Jaz ne vem, kdo je. Kjer bi bil on iz Harryja Potterja? Ona, Tomo, to... Smotan. Ne, on bi bil Dobby, ki je pojedel napoj za rast. Tak mutiran hišni vilince, a ni no? Ja, se nosmata prav. To meni res, kaj je Dobby? Dobby Hišni je vilinec. ultek, zgleda kot Putin. Ta mal za Všeski, Yes, ki umre, nažalost. To sem pa videl. Pa ful ima rad čudne štumfe, pa obleka, Ja. pa rečne vilince. No, sej bom nehala. Harry Potter. Okay. Jaz pred spanjem poslušam, me je malo sram priznati, Stevena Frya, ki bere audiobooke v Harryja Potterju. Stevena Frya lahko poslušaš brat na kupovalne listke. Ja, sej, ful me pomerja. Ja. Zdaj sam razmišljam polna glava in Steven Fry čopa Harry Potter. Pa grem čez. Okay, Ja, Anže. tako, na hiter. Zdaj še to? Ja, to je še najboljši grad ever. To je pa v bistvu tako četrt moje mladosti. Pol druga četrtina so Simpsoni, tretja Transformersi, pa četrta Mesh. To pa zato, ker smo imeli na bloku, mislim, da je še vedno gor, nisem zihar v Trnovmu, satelitsko, res ogromen satelitski krožnik, ker kičasto velik. Po satelitih in... Ja, ni bil UKV, ok, slava. V glavnem, res ogromen satelitski krožnik, ki je mirno lovil Sky programe, ne? In tam je bil tudi na Sky One je bil en super show, DJ Cat. Noben eden je roko dvigne, eden, kdo ve, trije, bum, unike so božji oklepli, v glavnem. Presečna množica je polna. Ja, in tam noter je bilo ful enih risank in zelo malo sicer je bilo He-Mana, ampak to je prvi action figure, ki sem ga jaz imel in potem, ko je prišla ta jugoslovanska sinhronizirana verzija, sem dejansko, mislim, da znal sive lubanje, kaj je silo, ne, ja ima moč, straško se je pretvoril v strašnega tigra, niti ne. In to je bila najhujša stvar, je bila to, da jaz vse, kar sem dobil od staršev, sem dobil He-Mana, ki je dosti poceni v resnici. Tisto, kar je pa vsak hotel, je bil pa straško, ki si ga lahko pol oblekel. Cringer. Kva? Cringer je v originalu bil. Straško, prijatelj. Straško. Ker si mu dal gor sedlo in je lahko bil ta zajebana verzija ali pa ta normalna verzija. Jaz sem dobil He-Mana po ful časa čakanja, ker se je ful pridno zobe umival, ampak so imeli pri Vidmarju v komisijski štacuni, niso imeli te ta klasične, ampak pa živno to drugo verzijo, ki je bil res kar nekaj. Ja, ki roke takoj, a tiste so roke takoj dole padle. Sploh je bil tok nabit, kot če si en kolega je pa imel unga, ker ga je že enega, ki se je svetu, ki je bil fluorescenčen, enega od The Bad Guyov. Je Skeletorja, kaj? Ne, Skeletor, en prav tako čist zeleni, bo tako si ga poslučil. Pa zanimivo obstaja pol tudi She-Ra, ki je pa ženska verzija He-Mana. In obstaja film z Jennifer Aniston. Kaj? Kva? A ne veste, pa Dolph Lundgren igra He-Mana.
He-Man and the Masters of the Universe. Kje pa sneman? Ne v Postojnski jami. Ta film je pa to, ker so imeli take budget kate, mislim, niso imeli, da se sam na začetku dogaja na Eterni, pa pobegnejo na zemljo. Valjda, ker je lažje posneti. In ni orka, ne, pač, ker ne morem ben leteti in pa imajo nekega ključarja, ki je tak drogen, ki zgleda kar nekaj, kar so hoteli dati v labirint Jima Hensona, pa niso dali, ker je bila prepocen lutka. Čak sama, Jennifer Aniston, ta iz Friendsov, je v filmu z Dolphom Lundgrenom, ki je To meni ne He-Man. gre skup. To je kar v redu, to bom gledal. To je. Ja, okay, Tako da ja, ali pa kar ena od Friendsov je od njiju. Ja, to je to. Pavle Ravnohrib, ne? Ja, slovenski verziji. slovenska verzija. Ja. Okay, moj grad je iz, tale čisto hitro, iz Igre prestolov. Šokar. Šoker, sem rekel, pač moram enega dati, ker se spodob. In sicer je tole River Run, zadevca, ki leži na sotočju dveh rek in je dejansko tudi en z teh neosvojljivih, razen če ti kdo iz gradu odpre vrata, dvižni most, da se potem spusti in imajo še dodatno lahko te jarke spustijo, da še dvignajo obrambo. En od teh stvari, ki sem tako zelo se zabaval, ko sem iskal prevod, ime je sicer sedež rodbine Tuli, ki imajo postaru za Love, Duty, Honor, nekaj tazga je bilo Family mizo, Duty, Honor. Pa mizo imajo, ja. Caitlin Stark izhaja iz te rodbine in River Run je dejansko citat iz Joycea. Iz Dublinersov. Tako da itak bi bilo potem pri prevajanju pač nekaj zreko, tako da je v slovenščini ta grad Rečnjava, ker sem se moral res grist, da ne bi dal tistega imena, ki si ga ta grad zasluži, in sicer Medvode. Okay, zdaj pa res lightning round še na koncu. Aha, to je pa pač ta filmska, ta TV verzija. Zdaj se spet jaz. Okay. Zdaj smo pa pri Tolkienu, bomo na hiter. Tle sem bil, ne. To je Barad-dûr, Sauronov stolp. Ne bom povedala cele zgodovine, zato ker nimamo časa, njena gradnja je trajala 600 let. Njegovo ime pomeni Dark Tower v Sindarinu. V slovenščino se tudi da ta prevesti. Temni stolp. Hvala. Temni stolp. Prostite. Dark Tower je že zastopil, temni stolp pa jaz. Grad ga ni. Če vam klemo v angleščini napisano. Skratka, ki pride iz besede Barad, ki pomeni stolp, in dur, ki pomeni temen. Wow, pravo. No, so pa ilustracije, v bistvu, tukaj sem malo mogla ilustracije dati, ker od mene enega ljubega ilustratorja, John Hove, ki je v bistvu delal tudi za filme. Sta bila dva ilustratorja, on je en od njih in sem imela kot otrok v bistvu nek njegov koledar in to so v bistvu vse te njegove risbe. In je pač čist brez veze, da razlagam zgodovino, potem, ker ga niso uničili vmes, ga je lahko Sauron na nov postavil in je bil svojo moče prelil v njega in je bil pač ta oko gor na vrh, kako tudi vidite v filmih. Webcam. Webcam, tako je. Veliki brat. Jaz sem sam uskočil, Courtney Cox je bila, ne Jennifer Aniston. Okay, v filmu? Malo manj me zanima. Ja, jaz sem imel pa diary tudi iz Igre prestolov, pa v bistvu zaradi tega, zdaj tako je to zgleda. Hanna je prej izbrala, Neuschwanstein. Hvala. Je bil pa v bistvu podlaga za diary v Igri prestolov, je pa to v bistvu ta grad, ki se ga vsi iz nadaljevanke spomnimo, polni Joški in Tamavmo, in zaradi česar drugega, bodimo iskreni. Je pa dejansko pač ta grad, ki je kot koncept mi je bil super, ker se komi gor pride, že polka si gor je weird, pa pol lahko čez luknjo padeš, kar tudi vidimo v nadaljevanki. Se mi je zdel tako dost cool, pa res ta zelo res creepy scena, koliko je on star tam, ko se doji? 9 let star otrok se doji. Ja, pač mama hoče, da v Bežigrajsko spreje. Okay, jaz sem na Polane hodil, I approve this message.
To je diajer. Preveč bežigrača. No. Ja. Evo, moj je pa The Bowser Castle. Lepa. Ker ga nisi To bi res ti- jaz moral imeti. Ja. Ja. In se ga dal, in sicer jaz priznam, da nikoli nisem teh Super Mario Worldov, pa ne vem česa, igral, ampak sem ga igral predvsem v Super Mario Kart Wii, kjer si imel, res je bilo zajeban med temi, Ja, kesli so bili zelo težki. med temi kesli, skalcami, temi balvančkoti, ki ti dol na glavo padajo. veliko lave je. Pa veliko lave je. Ja. Tako da ja, Bowser's Castle. bi rekel, To bi jaz moral imeti. Ja, vidiš. Okay. Tako da, zdaj smo pa rekli, da bomo pa čisto na hitro še, ker gradovi so znani tudi po duhovih, da bo vsak čisto na kratko omenil enega duha, ki mu je všeč. Ja. Spet smo pri Bradavičaki. Valjda. To je skoraj brezglavi nik, oziroma Sir Nicholas de Mimsy Porpington, rojen 31. Umrl je takrat, se upravičujem, 31. oktobra 1492. In je Kako je pa umrl? Kaj misliš? Kaj misliš? Čakaj, That was, ne vem, če si vedel zgodovino, kako je on umrl. Ali ne veš, si nisi brez veze. Jaz sem gobal crato, ker Harryja Potterja nisem bral. Pač on je duh Gryffindora, ene od hiš. Čakaj, ni Gryffindor. Ja, ne Hiša. od tega Gryffindora, ampak ti si ni pa orel? Grifon. Grifon, ja. Skratka, bil je usmrčen z nepravilno obglavitvijo. Zadel ga je 45 udarcev s sekiro, ampak glava še vedno ni odpadla. Ja, pa lahko tudi povem, zakaj je prišlo do tega. Hotel je v bistvu neko čarobno nesrečo imel, hotel je poravnati njen zob, ampak mu to ni uspel in je zob obrnil nazaj in spremenil v okel in potem v bistvu so ga obglavili zaradi tega. Tako da, no, to je pa to. Jaz sem zameren tle v filmu, ker sem je kaj bo že Poltergeist. Nekje v glavnem, ker so imeli posnete prizore, ki ga je Rick Mayall igral in se jih pol izrezal, da se ne pojavi not. Ja, se tudi John Cleese, meni se je v ta prvih dveh filmih, to je pa to. Ne, ja, ker so potem pol začeli brisati stvari ven, kakao niso za Harryja več pomembne. Tako nekako. Okay. Tako, tvoj duh? Najboljši duh. The Slimer? Slimer, ampak to, kar je zanimivo, sem to bom rekel, to sem pa res ta teden zvedel v enem podcastu, ki sem ga poslušal. Slimer ni imel imena, ko je bil film, prvo vam pršel, ampak je bil sam onion-headed, kako je bilo? Onion-headed ghost ali nekaj tazga, kar ne razumem, čisto ne vem, ki je čebula, če sem čisto iskren. Oblika. Tako, a res, ok, kakšne čebule ti kupuješ? Tako da ja, ampak meni je sam Slimer, jaz sem hotel nekam dati, ker je res. Pa Ghostbusters je enka, so res še zmeraj film za pogled, tudi te z žensko zasedbo, jaz moram reči, da mi bo super kot komedija, dvojke pa tako, kot zadnja sezona Igre prestolov. Kva, dvojka obstaja? Naprej. Jaz sem pa rekel tako, da jaz sem tukaj na gradu pred kakšnimi 15 leti, oziroma malo manj, smo delali v nekdanjem mini teatru, ki je imel prostore, tam nek se men sprehajali, ko ste šli ven predstavo in smo doskrat pozno v noč ostajali tukaj na Ljubljanskem gradu in nas je potem varnostnik, ki je bilo že vse zaklenjen, spuščal ven, ne, in smo ga mi pač nekoliko pravili, ti kaj pa tle, a kaj straši. Ne, a imamo na Ljubljanskem gradu, imamo kakšnega duha in je rekel, jaz ga nisem videl, ne, ampak se pa govori, da se tam na uni stavbi po noč kdaj lift gor pa dol voz. Tako da pomisli si, koliko ti mora biti bedno, da si duh, nesnovno bitje, pritisneš, končno zbereš vso moč, da si tisto ektoplazmo pritisneš knof in potem gledaš, kako gre dvigalo skozi tebe gor. To je kar namorjen duh. Ja, tako da v glavnem, ja, ne bi mi, se pravi, če vidite, da se tukaj dvigalo samo odpelje gor, nekaj kdo gor poklical. Ampak straši, to je kar v redu. Straši. To je to, pižamc, admin. Najlepša hvala, ker ste bili z nami. Najdete nas na www.aparatus.si, na Facebooku smo Aparatus Legitimna FB skupina, na Twitterju pa AF na podrobnosti _si. Ta podcast je, če ga poslušate doma za ston, hvala sem, ker ste bili tukaj in ste plačali vstopnino. Lahko pa podprete naše delo 4, 8 ali 12 evrov mesečno za nakup nove opreme, da se ne sliši še bolje. Ravno danes smo preizkusili nov snemalnik. Ne obljubljam, dokler ne vidim, kako je bomo videli, kaj je posnelo.
Tako da to pa najdete vse na podpri.si in hvala vsem, ki omogočate to. Hana, kje se te najde na internetu? Hana Stupica posod na Facebooku, Instagramu, Twitterju. Kje imaš kakšne nove zadevce? Ja, v bistvu zdaj se pripravljajo sejmi, ilustratorski, pa knjižni seveda, to tudi ti veš. In bo ponovno na Slovenskem knjižnem sejmu ilustratorski kod, kjer bojo ilustracije od mene, od moje babice Marlenke Stupice. Letos sem naredila še malo moje mame, Marije Lucije Stupice, tako se bo najdel še kaj od nje. Pa ponovno imamo Marlenka Štumfe, Sneguljčica. A bo še enkrat že to dala, da bo svoboden? Malo sem se igrala, kaj se da, kaj naredi z ilustracijo in sem naredila par izdelkov, tako babičino piko nogavičko dala na torbe in tako se bo dal dobiti tudi kakšen vtis, danes sva podpisvale par ur, tako da in bo to tudi v Vodnikovi domači. Na netu imaš prek kjerga? Imam pa prek Etsija, sam bom zdaj zaprla, da lahko še kaj drugega delam, pa da je to drge, ker če ne, lahko cele dneve je kar naporen, pa birokracija nas ne mara, nas malih podjetnikov, tako da raj zaprem, pa se posvetim risanju, ker res moram. Kakšna nova knjigica tudi? Ja, tudi. Zajčkova hišica nastaja, pa spet rišem za en alkohol, me je malo sram priznati. Ki ni vino in nekaj... Cankarjev pes, vino. To boš imela pa skrančenom tega pijanga zajca. Ja, moram reči, da imam te petko, mislim, je kar fajn tako imeti petko večer pa penzlat z kozarcem viskija. To je kar rad že nekako bred. Tako ceniš to, jaz grem ven v narekovajih, ampak ja, tako da... Rižeš pa piješ. Ja, ne, mislim... Še nisem probal piti pa prevajati. Ne to obvisi v zraku. Pižamski izziva ti na internetu. Stric Bedanc na Instagramu, Pizama na Twitterju, Boštjan Gorenc Pižama na Facebooku, pa nova knjigica si že kdaj pokusil Luno. Slikanica Igor Šinkovc je spet čist noro ilustriral, tako da... Pa spremljam se dan že. Krasno je, res. Že Tomič nima spremljati besede. Jaz sem pa posoten za to. Tako da to je to. To je bil še en del podrobnosti, slišali nas boste ne vemo kdaj. Pejte nas poslušati na Aparatus, pogledajte malo za nazaj. Hana, najlepša hvala. Kako je bilo? Kako je šlo prvo? Jaz mislim, da je treba to publiko vprašati, ker jaz imam nekaj... A si zasluž, Hana, en aplavz za ognjeni krst. Hvala. Jutri pa vsi na viski v ateljeju. Mojem že danes doma tam, s tresočo roko. Res najlepša hvala, ki ste prišli, ker pač uživate. Bomo videli, mogoče samo za drugo leto spet kaj zmenila, pa čez po drugo leto, po jutrišnje leto. Ja. Vse o Harryju Potterju, Anže Tomi. V glavnem, hvala lepa še enkrat. In izgovorjava nemških krajevnih imen. Hvala.